Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni tudi danes na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Med nami najprej lepo pozdravljam današnje goste, in sicer ministra brez resorja pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Černača, državno sekretarko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko magistrico Moniko Kirbiš-Rojs, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca in direktorico Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano magistrico Tjašo Žohar-Čretnik. Med nami lepo pozdravljam tudi obe tolmački, ki bosta danes tolmačili slovenski govorni jezik v znakovni jezik. Včeraj je potekala seja vlade, na kateri je vlada sprejela odločitve vezane na obvladovanje epidemije na eni strani in hkrati se je seznanila tudi z vsemi aktualnimi epidemiološkimi razmerami. Novinarsko konferenco bomo zato danes posvetili odločitvam, ki jih je včeraj sprejela vlada na eni strani, in pa podatkom, ki jih redno zbira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na drugi, pri čemer bo danes podana tudi informacija o rezultatih validacije testov za samotestiranje. Kot običajno pa tudi danes novinarsko konferenco začenjamo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo skupaj upravljenih 3937 PCR testiranj in 34314 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 918 novih okužb. To pomeni, kot bo vidno iz prve današnje tabele, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 23,3%, kar je žal precej več, kot je ta delež znašal v preteklih dneh. Pretekli teden, se pravi en teden nazaj, 21. aprila, je delež pozitivnih PCR testov znašal 17,5%. Sedemdnevno povprečje okužb je po danes objavljenih podatkih NIJZ nekoliko višje, kot smo poročali včeraj, in sicer danes to povprečje znaša 632. Včeraj, če spomnim, je to povprečje znašalo 606. Ukrepi še naprej veljajo tako, kot so veljali doslej, se pravi, še vedno smo v skladu z načrtom sproščanja ukrepov v tako imenovani oranžni fazi. So pa epidemiološke razmere v nekaterih regijah nekoliko boljše, zato je vlada včeraj sprejela nekaj dodatnih sprostitev v okviru odloka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vse te spremembe bo v nadaljevanju novinarske konference predstavil državni sekretar Zajc. Preden si nekoliko bolj podrobno pogledamo grafa, ki prikazujeta 14 in pa 7-dnevno incidenco, naj povem, da so epidemiološke razmere trenutno najboljše v Obalno-kraški regiji, tej pa sledijo Osrednjeslovenska, Goriška, Koroška in Pomurska regija. Nekoliko slabše pa so epidemiološke razmere trenutno v Primorsko-notranjski in Zasavski regiji. Poglejmo si to sedaj še grafično prikazano. Prvi graf prikazuje 14-dnevno incidenco. Ta na ravni države, kot je razvidno iz grafa, znaša skoraj 439. Kot rečeno, je trenutno epidemiološka situacija najslabša v Zasavski regiji, sledijo potem Primorsko-notranjska, Savinjska, jugovzhodna Slovenija, Posavska regija in Podravska regija. Vse te regije imajo 14-dnevno incidenco, ki je višja od državnega povprečja. Na spodnjem delu grafa pa kot že nekaj časa vztraja Obalno-kraška regija kot tista regija, ki ima najnižjo 14-dnevno incidenco. Podobno stanje prikazuje tudi naslednji graf. Ta prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije po statističnih regijah. In sicer na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 210,5, najnižja ostaja 7-dnevna incidenca v Obalno-kraški regiji, nižjo incidenco od državnega povprečja imajo še Goriška, Osrednjeslovenska regija, Koroška, Pomurska regija in kot že rečeno seveda tudi Obalno-kraška regija. Najvišja pa ostaja 7-dnevna incidenca v Primorsko-notranjski regiji. Iz grafa je razvidno, da tako Primorsko-notranjska regija kot tudi Zasavska regija precej izstopata, kar se tiče višine 7-dnevne incidence.
Razmere v naših bolnišnicah se še ne izboljšujejo. Danes imamo žal vnovič zasedenih nekoliko več covid postelj, kot smo poročali včeraj, in sicer skupaj je danes zasedenih 636 covid postelj, včeraj je ta številka znašala 621. Tudi na intenzivni terapiji se danes zdravi več pacientov, kot smo poročali včeraj, in sicer skupaj 157, to sta 2 obolela s covid več kot včeraj. V bolnišnice je bilo včeraj vnovič sprejetih veliko število oseb, in sicer skupaj kar 80. 59 jih je bilo iz bolnišnic včeraj odpuščenih, včeraj pa je v naših bolnišnicah umrlo 6 oseb. Poglejmo si naslednji graf, ki prikazuje število sprejetih, odpuščenih in pa tistih, ki so zaradi COVID-19 življenje v naših bolnišnicah izgubili. Kot že rečeno, je bilo sprejemov v naše bolnišnice včeraj vnovič veliko in to je razvidno tudi iz grafa. Modri stolpec prikazuje, da je bilo število sprejemov najvišje v zadnjem mesecu, je pa število odpustov podobno, kot je znašalo v preteklih tednih. Število smrti se počasi znižuje, kar je pozitiven podatek in zagotovo tudi posledica visoke precepljenosti najbolj ranljivih, se pravi starejših članov naše družbe. Prikazujemo še naslednji graf, ta prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah na navadnih oddelkih, oddelkih intenzivne terapije in pa skupno zasedeno število vseh postelj. Kot že poročamo zadnji teden oziroma zadnja 2 tedna, se število postelj v naših bolnišnicah, zasedeno število postelj se še ne zmanjšuje. Kakšen dan je k sreči zasedenih manj postelj, se potem čez dan ali 2 skupno število zasedenih postelj vnovič poveča, zato kot kaže, smo se znašli, kar se tiče zasedenosti postelj v naših bolnišnicah, na nekem platoju, vsi pa si želimo, da bi se to število počasi resnično začelo zniževati. Pa še tabela, ki prikazuje numerični prikaz podatkov razmer v naših bolnišnicah. Kot že rečeno, se na intenzivni terapiji danes zdravi 157 pacientov, to sta 2 pacienta več, kot smo poročali včeraj. Na navadnih oddelkih je zasedenih danes 479 postelj, včeraj je bilo na navadnih oddelkih zasedenih 466 postelj, skupaj pa bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19 danes potrebuje 636 pacientov.